Dobro jutro. Kako ste kaj spali danes? Mi smo bolj slabo zadnje čase. Ne vem, kaj se dogaja, mogoče kakšna luna ali pa kaj takega. No, če ste tudi vi bolj slabo spali, mogoče vam pa danes kakšen nasvet pride prav, pa ga lahko uporabite. Kaj si jaz pripravljam? Čeprav sem slabo spala, pa da ne bi bila danes preveč mogoče pod kakšnim stresom, si pripravljam en takšen kamilični napitek, ki zelo dobro pomirja in pa tudi pomaga pri stresnih situacijah. Ampak da mogoče najprej malo povemo o kamilici. Zdaj kamilico že tako bolj kot ne vsi poznamo. Je taka zelo, sicer jo poznamo kot neko nežno zelišče, tako pomirjajoče, z tako prijetno aromo, ampak v sebi skriva kar precej zdravilne moči. Najprej mogoče samo poznamo pravo kamilico, ne? To je tista, ki na primer odprete cvetni košek in vidite notri, da ima luknjico, tista je prava kamilica. Potem poznamo pa še rimsko kamilico, pa poznamo še barvilne pasje kamilice, to so takšne rumene. Drugače so pa kamilice tudi poznane po tem, da so iz njih pripravljali barvilo, saj so dobili rumeno barvo. No, pa da se vrnemo k njeni zdravilni moči. Najbolj poznana je po tem, da nekako jo uporabljamo pri želodčnih težavah, pri prebavnih težavah, torej zelo dobro vpliva na našo prebavo. Ima ta spazmolitični učinek, to pomeni, da nekako sprošča gladke mišice in pomaga torej pri teh prebavnih krčih. Je pa res, da kadar imamo težave, na primer želodčne težave, ki so povezane potem tudi z bruhanjem, takrat kamilice ne uporabljamo, takrat rajši posežemo po kakšni meti, po metinem čaju, ker zelo dobro pomiri in hladi naš želodec. Ta kamilica je znana tudi po tem, da dobro vpliva na žolč, naj bi dobro vplivala tudi pri težavah z mehurjem. Znana je pa predvsem tudi po tem, da jo radi dajemo otrokom. In ravno zaradi tega, ne, ker pomirja te prebavne krče. Uporabljamo jo lahko tudi na koži, to pomeni pač v obliki mazil, v obliki olj, ker nekako pospešuje torej tole celjenje ran, obnavlja kožo in je lahko tudi kot pogosto dober nadomestek teh močnih kortikosteroidnih krem, ki imajo pa spet neke druge stranske učinke. Preden se poseže po tistih kremah, poskušajte rajši s kakšno kamilico prej. Zelo dobro se obnese tudi pri dermatitisih, torej to je pri tej zelo suhi koži, ki rada srbi, se lušči, tako da poskusite rajši prej s kamilico, preden poskusite še tiste močne kreme, ki imajo druge učinke, se zraven neprijetne. Drugače pa na živčni sistem pa zelo vpliva v tem smislu, da vpliva na te stresne hormone v glavnem, no. Nas pomirja, nas nekako pomaga torej tudi pri spancu. Lahko bi rekli, da tudi pomaga nekako pri blagi in zmerni depresiji. Sploh če jo kombiniramo mogoče s kakšnim hmeljem, kakšno šentjanževko, zelo odlično pomirja in pomaga pri težavah s stresom, da se lažje tudi soočamo s temi stresnimi situacijami. Nekako zdaj poznamo jo samo kot v obliki čaja, torej, da jo pripravljamo kot poparek v čajnih mešanicah. Lahko si jo seveda naredite tudi kot oljni izvleček, torej mazilo. Lahko si naredite tudi tinkture, ali pa v obliki kakšnih sirupov. Ne poznamo je pa toliko, da bi jo kombinirali mogoče v kuhinji, ne. In iz nje si lahko preprosto pripravite na primer stepeno smetano s kamilico. Zdaj ne boste glih dali kamilice v smetano, ampak si najprej naredite en takšen izvleček, tako kot sem si jaz.
da dobite okus po kamilici. Lahko jo pa dodate, na primer, kar celo v testo za piškote ali pa v testo za biskvit in si naredite, torej, ne vem, en biskvit s čokolado, ki ima okus po kamilici, zakaj pa ne? No, danes pa sem si jaz pripravila kamilico v rastlinskem mleku, sicer lahko naredite tudi v navadnem mleku, ni nobenega problema. In pač, ker ne želim tistih delcev od kamilice, sem si jo dala v filter vrečko in jo namakam tule že zdajle nekaj minut, zato da me bo nekako danes, da ne bom preveč tečna mogoče, no, a ne, ker nismo najboljše spali. Dodala sem tudi malo cimeta, predvsem zaradi okusa in pa zato, ker je zelo dober antioksidant. Vi si lahko pripravite to čisto preprosto, torej mleko zavrete in prelijete preko kamilice, pustite stati nekje 5 do 10 minut. Če pa jo želite imeti ta napitek pred spanjem, torej da vas bo nekako bolj pomirila, jo pa namakate tam 20 minut, ne? Samo toliko, da še bolj sprosti svoje zdravilne učinke. V napitek lahko brez skrbi dodate, kot sem rekla, cimet ali cimetovo palčko, lahko si naredite tudi zlato mleko, saj poznate, to je iz kurkume, ingverja, črnega popra ali pa kakšen kardamom. V glavnem, čarajte. Pa lep pozdrav!